Dame in gospodje, bliža se jesen, zima, prazniki in z njimi povezane vragolije in norčije. Zato je ta teden v akcijo spet stopil predsednik republike in vrhovni umetnik Borut Pahor. Malo sem ga že pogrešal. V soboto je šel v Stično, kjer je počel predsedniške stvari. Zabavám se, spet je plesal. Šlo je za največji katoliški festival v Sloveniji, ki je potekal pod geslom Sem orodje Božjega usmiljenja. Čeprav so mladi, ko so zagledali Pahorja, hitro preimenovali geslo v pa kaj dela Bog s tem človekom. Če je predsednik v Stični videl miške Male ali Marijo, se niso izjasnili. Je pa situacijo rešila naša prva dama, gospa Tanja Pečar. Medtem ko je predsednik predtem ropotal po Bolgariji, je namreč ona gostila obiskovalce predsedniške palače, ki so prišli proslaviti dan vrnitve Primorske k matični domovini. Ste videli ta prihod? Dostojno, brez bedarij in brez klobasanja. Tako se brani funkcijo predsednika republike. Bravo, gospa Tanja. Za eno popoldne vam je uspelo glavni cirkus v državi spremeniti v kultivirano državno ustanovo. Pohvalno. In me zanima, kako se je njen predsednik oddolžil? Mislim, kakšna je to manira? Da se tako obnašaš, moraš imeti res delfinčka na roki, no, jaz ne vem. In on je šel to objaviti na Instagram s komentarjem, pozor, mokra kot miška. Moraš še zajebavati ženo. Tanja pa, ja, lej, tak je. In vi bi bili visok državnik po vzoru Kennedyja in Obame. Poglej, kako se stvari streže. To je džentelmenski odnos. Predsednik najmočnejše države na svetu gre po dežju, žena je pa na suhem. V prisotnosti ženske na dežju marelo nad svojo betico držite samo ti pa Trump. Je pa res, da imate mogoče marsikaj skupnega. Imaš pa lepšo frizuro, to pa moram priznati, gospod predsednik. To pa ja. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.